Torej, en lep pozdrav vsem. Spet smo tukaj z novim pogovorom v okviru našega projekta Future Generation Minds 2050 in danes v bistvu gostimo Jano Morel. Jana, dobrodošla. Živijo, čau. Jano poznamo iz v bistvu televizije, ker v bistvu vodi Vreme, pa tudi v bistvu tudi bolje iz Radia 1, iz Denis Audić šova. Tako da smo zares veseli, da te lahko danes gostimo. Jaz bi bila ful reka, hvala za povabilo. No, z veseljem sem se odzvala tako prijetnemu povabilu. No, super. Za začetek bi te vprašali, da v bistvu, kako se danes počutiš, ker si v bistvu na drugi strani. Danes si v bistvu gostja in ne novinarka. Kakšni so občutki? Občutki so zelo dobri, zato ker imam rada presenečenja. Z tega vidika, da nimam pojma, kaj me boste z Laro spraševala, ampak pričakujem taka dobra vprašanja. Mogoče malo drugačna, kot ponavadi. Bomo videli, kako me boste presenetili. No, super. Se strinjam. Zato bi pa mogoče začela pri nečem malo bolj splošnem in zanima me, kakšen je tvoj vsak dan. Predvidevam, da je zelo zanimiv, glede na to, da delaš na Radiu 1, ker imate tudi veliko akcij in hkrati tudi na televiziji. Moj vsak dan je v bistvu dosti rutine z vidika, bom rekla, družinskega življenja, ker tukaj rutina mora biti, ne. Ker si enkrat mamica, moraš nekako slediti določenim zadevam vsak dan po istem postopku, ampak danes bomo dali poudarek drugim stvarem, predvidevam. Kar se pa tiče dela, no tukaj pa rutine praktično ni. Oziroma rutina je samo z vidika nekih časovnih okvirov. Torej, kdaj moram priti v službo, kdaj so določene stvari na programu, na razporedu, ampak vsebina je pa seveda vsak dan drugačna in predvsem je zelo aktualna. Tako da v primeru, če se zgodi nekaj nepričakovanega, recimo zjutraj ob 7, se program temu primerno tudi spremeni. Ker je to pomembnejša stvar in takrat jo gremo pač mi vsi skupaj v akcijo in spremenimo program. In to je, kar se radia tiče, ker radio ima to prednost, da je najhitrejši medij in da v bistvu lahko neko stvar takoj povemo. Medtem, ker na televiziji je to malo drugače, ne, kot vemo pač, recimo na Popu že informativna oddaja je prva šele ob 5 popoldne oziroma pol 5, večerna je še pol, ne. Tako da imamo nekaj več časa za pripravo, ne. Tukaj recimo, da je več rutine kot pa na radiju. Kako pa si se navadila na to zgodnje vstajanje? Vidiš, Lara, nisem. Nisem se navadila na zgodnje vstajanje, vsak me vpraša, rečem pač, da to po moje se ne navadiš, ker če bi se navadila, pa bi se tudi čez vikend samo od sebe zbujala, ob 4:15 recimo, pa se pač ne, nikoli. Mogoče samo tisto, da se obrneš na drugo stran v postelji, ne. Navadiš se ne, mogoče samo malo lažje sprejmeš. Pač, a veš, okej, ja, to je pač del te rutine, o kateri smo prej govorili, pa vem, da se bomo imeli pol fajn, pa mi je malo lažje ostati. Ampak nikoli pa ni fajn. Mi je zelo žal, ne. Imaš za sabo pač vremensko sliko in ampak ko te vidim, vedno gledaš v kamero. In me zanima, kako veš, kam pokazati, kam na sliko kazati? Ful dosti ljudi misli, da imamo mi za sabo chroma key, ne? Oziroma chroma key, veste, kaj je, ne? To je to platno, v bistvu samo platno, barvno platno in potem se zadnji riše slika, ne? V bistvu ta green screen, ne? Green screen, tako, ja. No, ampak ne, jaz imam dejansko za sabo ogromno plazmo. In to, kar vidite vi, ja, vidim tudi jaz. Skratka, ista slika je. Problem je edino v tem, da jaz imam ful luči okoli sebe in meni luči valjda sekajo direkt v to plazmo, ne. In zato se dostikrat zgodi, da mi pač zablešči vse skupaj in ne vidim, kaj je recimo čisto točno, kaj je, in se moram polkrat tako konkretno umakniti stran, da vidim, ne, kaj hočem sploh pokazati. Ampak realno je za mano plazma. Mislim, tako, bom rekla, ogromen televizor, tako da to, kar vidite vi, vidim tudi jaz. Tle ni nobene razlike. Pol pred sabo imam pa seveda kamero in pa throttle boben, ne, na kateremu se vrti tekst.
Nimam pa nobenih kakšnih stranskih, lahko bi jih imela, ampak jaz stranskih raznih monitorčkov ne uporabljam. Ko sta se pojavila pač televizija in film, sta korenito spremenila našo družbo, lahko rečemo. In s tem smo ljudje pridobili tudi ostale podobe ljudi, ki niso bili samo iz njihovega ozkega okolja. S tem so se začeli pojavljati tudi razni vzorniki in se pa televizija in film tudi hkrati s časom sproti spreminjata. In zanima me, kakšni pa so danes izzivi za televizijo in njeno prihodnost? In kako meniš, da se bo to spreminjalo v prihodnosti, glede na to, da je tehnologija vedno bolj napredna? Ja, res je. Jaz bi rekla, da so te klasični mediji, se pravi, kot predvsem televizija, ali pa tudi radio, ampak mislim, da je televizija bolj na udaru, so kar pred hudimi ovirami z vidika najnovejših medijev, se pravi, internetnih medijev, ne. Tako da tukaj je verjetno ta problem, da smo se nekako naučili, oziroma da imamo možnost, da si izberemo, bom rekla, nekako lasten spored. Tukaj govorim predvsem o vsebinah na ukaz. Torej, ti greš na Netflix in si lepo zbereš filme, ki tebe zanimajo, tematsko, ne vem, žanr, kakorkoli, in je to. Ne rabiš čakati na neki in predvsem, a boš to dobil ali ne boš dobil, ne. Ti lepo greš, si označiš po možnosti še tiste, ki te zanimajo, naredi se ti lepo list, saj sama vesta, in potem, ko imaš čas, se lepo sedeš in pogledaš, ne. In isto velja tudi z vsemi ostalimi, bom rekla, informativnimi zadevami, ne. Vse imaš drugje, vse imaš, ne vem, dostikrat zveš vsebino prej na Facebooku, kot pa recimo na neki, bom rekla, dosti relevantni spletni strani, ne, recimo nekega konkretnega časopisa, televizije ali kakorkoli. In ta bo kar težka, če mene vprašate, zato ker sploh mladi, bom rekla vsi, smo se že kar navadili, da vse skupaj pogledamo na telefonu, ne. In ne čakaš, da ti bojo zvečer povedali, ker do takrat si ti izvedel že vse podrobnosti, pogooglal vse, kar te je zanimalo in kaj ti lahko še novega ponudil, ne. Tle gre mogoče bolj za stvar navade, tradicije, in zato se mi zdi, da je pač tudi tem medijem, televiziji, tudi radio, bolj zvesta starejša publika, ne, ki so pač tega navajeni. Medtem ko mladi iščemo neke krajšance, bližance, predvsem pa tisti takojšen dostop do informacij, ne. Zakaj bi nekaj čakal, ne. In ne vem, kako točno, kaj se bo zgodilo, ampak jaz mislim, da se bo mogla nekako televizija približati temu trendu, če bo tela ostati konkurenčna, ne. Ali ponuditi malce bolj, ne vem, novejše vsebine, kot si rekla prej, filme, dokumentarce, oziroma zdaj se vsi vidite, nekako grejo v to smer televizija na ukaz, ne, na izbiro, kaj želiš, ne, konkretno recimo Voyo, ne. Gor imaš pač filme, imaš dokumentarce, imaš vse za nazaj, vse informativne oddaje in s tem nekako se mi zdi rešujejo pol to, ne. Zdaj, kako bojo pa vsi ostali rešili, pa nimam pojma, ne. Vem pa, da sigurno ne bo lahko, ne, zato ker je trenutno še zmeraj in bo še bolj vzpon internetnih medijev, spletnih medijev, ne. Mene recimo še zanima, v bistvu, koliko ljudi v bistvu je za vami, ki jih v bistvu niti ne vidimo, recimo tudi, ko greste na ko je recimo Deželak junak, ki prepotuje celo Slovenijo. Tisto so kar veliki dogodki in verjetno tudi kar utrujajoči, ker je treba res veliko stvari postoriti. Koliko ljudi pravzaprav dela na tem? Ja, v bistvu dva res ekstra velika dogodka imamo, ne, v letu. Prvi je, če gledamo zdaj od januarja dalje, je to Deželak junak, ki je na terenu, in drugi velik dogodek je 28-urni maraton, ki ga imamo, letos smo ga, oziroma lani smo ga pač imeli na radiju, ne. Zadeva je taka, da pri obeh dogodkih praktično cel radio živi takrat sam za to. To ni zdaj, bom rekla, akcija nas štirih oziroma Mihata pri Deželaku junaku, ampak to je akcija res cele firme. Evo, prav tako lahko rečem, cele firme. Zato, ker smo vsi v tem, ker vsak neki dodal to, valjda, on ima še to ožjo ekipo, ki je z njim na terenu,
Ne, to se pravi od, ne vem, snemalcev, fotografov, teh motivatorjev, voznikov, ni da ni. Ampak tukaj je priprave tok. Ne? Vi morate vedeti, da se recimo pri Mihatu se mora zarisati cela trasa, ne? Kje bo on pelil. Se pravi, najprej treba naštudirati celo pot. On tega ne ve, kje bo ta pot šla. To delajo drugi ljudje. Potem je treba dobiti vsa dovoljenja. Ne? Zdaj smo spet tam. Potem je treba dobiti vse namestitve, kje bo lahko Miha spal. Zrihtati je treba, kje bo Miha jedel. V glavnem tega je tako, wow, isto velja za maraton. Tukaj je pa vprašanje gostov. Koga se dobiti za gosta, kdaj bo lahko kdo prišel. Hkrati sprejemati vse klice, hkrati sprejemati vse maile, vse prošnje, ki pridejo, vse pregledati, vse preveriti. Tukaj je toliko enega dela, za katerim stojijo vsi te ljudje, da to govorimo o mesečnih pripravah, večmesečnih pripravah. Ne? In kot sem rekla, to ni delo 10 ljudi, ampak to delajo tako vsi. In kar je meni najbolj všeč, ne gre samo za delo kot delo, ampak predvsem takrat vsi naš mindset naštimamo točno na to. Zdaj smo v temu in to moramo speljati najboljš, kar lahko. Vsi se damo v to in motiviramo en drugega in živimo samo za to takrat. Drugega ni. Dejansko. In kar se tiče Mihata, gremo vsi na teren, vsi smo z njim, mu pišemo vmes, mu pošiljamo sporočila, skratka, ne, support na polno. In isto je, ko je maraton. Si ga dajemo mi med sabo, hkrati pa nam ga tudi cela ekipa da. Nekako to moč, da sfuramo 28 ur in tudi, da gremo lahko čez vse te stresne momente, ki jih pa seveda ni malo, ne. In se mi zdi, da vsako leto se prav spomnim na začetku, ko smo bili prvo leto, nas je bilo tako po moje, ne vem, ful malo, da smo bili res 28 ur, mogoče 4, kaj pa vem, tako. Mislim, mi 3 smo bili itak, pa mogoče še ne par. Zdaj pa se mi zdi, da vsako leto je več ljudi zraven, ki so z nami celih 28 ur. In ta support znotraj ekipe je nekaj najboljšega, kar lahko doživiš. Res, zato je tudi toliko lažje delati in lepše delati. Nekaj zanima tudi, Vprašaj. Ja. kaj pa je vam najljubše pri vašem poklicu? Res, kaj je tisto, kar vam je najljubše in zakaj ste se odločili za to? Govorimo zdaj o radiju verjetno, ali o čem konkretno? O obojem, na splošno v novinarstvu. Ker oboje je ena zanimiva zgodba, no. Meni se je vse zgodilo po naključju. Jaz recimo kot otrok nisem imela v glavi, ko bom velika, bom bila voditeljica na televiziji ali pa voditeljica na radiju. Jaz sem en čuden otrok, jaz v bistvu sploh nisem imela nekih ekstra želja, kaj bom, ko bom velika. Se mi zdi, da so mi jih bolj drugi provali vcepiti, jaz sem pa nekako nisem jih začutila. To je ono, veš, kad te prova mama nekaj, ne, prodaja neke ideje, pa oče prodaja neke ideje, no, kakorkoli. Tudi recimo vzornikov nikoli nisem imela. Da bi me kdo vprašal, o komu pa, ne vem, in sem kar vesela, da me niste tega vprašala, ampak vam zdaj kar povem, no, ker smo že prišli do tukaj. Ja, komu pa, ne vem, koga ste pa gledali, pa po katerem vremenskem voditelju ali kakorkoli se zgledujete. Po nobenemu, po sebi, jaz sem pač taka, kot sem. In zakaj bi bila jaz kopija nekoga drugega, če sem lahko jaz sama taka, kot sem. To se mi zdi, da je najboljši napotek, ki ti ga lahko kdorkoli da za bilo katero stvar v življenju. Sam ne biti slaba kopija, bodi dober original, to je to. In zato te bojo tudi ljudje cenili. Drugače pa, o čem smo že govorili? Veš, da sem se izgubila. Kaj je bila že debata? Zakaj ste se odločili za to in zakaj si se ja. za to in kaj ti je najljubše pri tvojem poklicu? Lejle, se bomo. Fora je bilo v tem, da je na faksu sem bila in je sošolka je opazila na študentskem servisu oglas, da iščejo prometne informatorje na radiju. Mislim, da je bil takrat še mariborski študentski servis. In slišalo se je ful zanimivo. Tako, wow, kaj to sploh je? Kaj to človek dela sploh, veš? In smo se prijavili. Obe. In pol je bila, ona ni bila sprejeta, jaz sem bila sprejeta. Bil je zelo zahteven test o poznavanju cest, mejnih prehodov, avtocest, cestninskih postaj, bla, bla, bla. Skratka, res, na hard. In so šla čez to prvo oviro, bom rekla, potem je bil še glasovni test, je šlo tudi to, ok, če jaz. In potem sem dobila šiht na radiju.
in sem začela delati na prometnih informacijah, ki so zdaj zelo pomemben del radijskega programa, recimo, brez katerega si ne predstavljamo več. In potem v bistvu se je z mojim interesom še za druge stvari začela pojavljati še druga oblika dela, ne? Recimo od producentstva do televizije, do koncev tukaj, kjer sem zdaj. To so bile vse izkoriščene priložnosti oziroma moj lastni interes po nečem, da bi še kaj delala, da bi komu še kaj pomagala delati, da bi se še kaj naučila. To. In isto se je zgodilo s televizijo. Jaz sem predtem delala vremensko napoved na eni drugi televiziji, opazili so moje delo in ko je prišla pač priložnost, oziroma ko je nekako predhodnica moja se odločila, da ne bo več tega počela, so me vprašali, če bi me zanimalo. In takrat sem bila, če ne drugega, bi rada vsaj provala, pa rada bi videla, kako to izgleda. Ker jaz sem tak firbec, ampak z tega vidika, da hočem si nabrati nekih novih izkušenj. Če ne bo šlo, pač ne bo šlo, bom rekla ne, kakorkoli, oni bojo rekli ne. Ampak sem se nekako našla v tem in se mi zdi, da to je tudi recimo ena od stvari, zakaj sem šla v Trbovlje. Malo sem tega firbca in malo sem tega adrenalinca, da je treba provati različne stvari v življenju. Ne govorim zdaj o tistih prepovedanih, ampak govorim bolj o teh izkušnjah, ki te konec koncev tudi bogatijo in te pol naredijo tacga, kaj si. Treba si upati in treba je sprejeti ponujeno. Največkrat se lahko zgodijo tudi, da ti pač rečejo ne. To je pa to. Ti si pa bogatejši za nekaj novega. Sam ne se bati. Tako. Vem, da je težko se vrčiti v nekaj neznanega, ampak tisto, kar ti je na začetku misel, ki ti je neprijetna, ki ti povzroča tako to pa jaz ne bom zmogel, ali pa to jaz ne bom dober, ali pa ne vem kaj. Tam boš ustvaril najboljše spomine. Najboljše spomine in tega se boš zapomnil. Ne takrat, ko je bilo nekaj tako ful na easy, a veš, ko si vedel, da bo, pa si zato šel v to. Ne, tisti, ki te je mal prežemal tisti metuljčki oziroma trema v trebuhu pred izpitom, ko se ti zgodi. Tak feeling, mogoče mi pa ne bo šlo bed, to pa ni okej. Ti si je ponavadi najboljši spomin. Kaj pa recimo deluješ taka kreativna oseba, pač si se te kreativnosti, tega kreativnega razmišljanja kje učila, ali si v bistvu po naravi takšna? Jaz mislim, da malo moraš biti po naravi že takšen, pol je pa zelo pomembno, da se s takimi družiš, z isto mislečimi. Da si v neki družbi, kjer ne poznajo besedne zveze, tega se ne da, tega ne moramo narediti. Ker kad si enkrat zapreš vrata, to se ne da, to ne moramo, pol si ful zmanjšaš možnosti, da boš ustvaril nekaj nepozabnega. Treba je iskati zmeri rešitve, kako bomo to naredili. Bomo to naredili, moramo to narediti, kako ne to naredimo. Ne pa že v štartu, ne, to ne bo šlo. To je brez veze, pol nima smisla. In tle se mi zdi, da je tisto, kar pri kreativi je točno to, da ne sme biti meja. Da moraš iskati različne načine razmišljanja, različne ljudi okoli sebe, da ti ponudijo druge perspektive. In predvsem to razmišljanje izven okvirov, da je zmer malo drugače. Zakaj bi delali tako, kot delamo vsi? Gremo najti neko pot, nek vidik, ki ga ni še noben. To je to. Treba je najti nekako svoje mesto v družbi. In kreativnost je pa sigurno najboljša pot, da pridemo do tja. Je logično, kar govorim, ali je tako točno? Moram vprašati, včasih me malo odnese, to je še mogoče ta kreativnost. Bi torej to bilo tudi tvoje sporočilo, neke vrste za mlade, zdaj, za vse? Ja, absolutno. Sam dajte odprt krila, res. Jaz če zdaj tako pogledam nazaj svoj life, pa se, ni to zdaj neki ful, ampak recimo so stvari, za katerimi je zdaj žal, da nisem rekla, šla bi to narediti, zakaj nisem šla to narediti, zakaj nisem šla na izmenjavo študentov, evo, to mi je bed. Ker vem, da bi tam spoznala ful enih novih ljudi in si nabrala enih izkušenj, še dodatne samostojnosti,
In tisto, takrat si rečeš, joj, a bi, a ne bi. Neka taka stvar, ki je, ne, v luftu. Pejt. Ker to se ti ne bo več zgodilo. To je pač once in a lifetime, ne. In je pa taka stvar, ki te bo obogatila tako notranje, da wow, res. In predvsem tudi nova poznanstva, novi ljudje, kakorkoli. In ti konec koncev odprla mogoče tudi nove poklicne možnosti, ne. Sploh zdaj je to čisto drugače, kot je bilo recimo včasih. Tako da jaz mislim, da je treba si upati, no. Treba si upati in zagrabiti priložnost, ki pride, in ne si reči, pa se bo mogoče druga. Ja, lahko da bo, ampak je bolj verjetno, da ne bo več. Tako da, tako je danes, no. Za vsako stvar pač moraš biti hiter, iznajdljiv, pa si upati. Hvala. Marki, imaš še ti kakšno vprašanje? Jaz mislim, da sem vprašal vse, kar me je zanimalo, tako da hvala, Jana, za tvoje super odgovore. Hvala za super vprašanje. Jaz upam, da je bilo cool, no? Da smo vsi skupaj uživali v tem pogovoru. Ja, Vsekakor. zagotovo. Žal se pač vse lepo enkrat tudi konča, tako pač tudi ta naš pogovor. Sedaj še enkrat hvala, da si bila naša gostja. Z velikim veseljem. In če smem, upam, da bomo ta pogovor enkrat nadaljevali v živo. To pa zagotovo, to se pa Okej. strinjam. Tudi jaz Zmenjeno. se tega veseljem. veselim. Prav. Želiva vam tudi veliko uspeha v prihodnosti in hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem, ki ste ostali z nami do konca. Save myself